Pozdravljeni v pogovoru z alumni Škofijske klasične gimnazije Parve Sintile. Danes gostimo prav posebnega alumna Matevža Peska, alumna 11. generacije Škofijske klasične gimnazije. Pozdravljen. Živjo. Za začetek, kdo je danes Matevž Pesek? Ja, na Škofijski sem bil že pred kakimi 15 leti, zdaj sem pa že od takrat naprej v bistvu na fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, kjer sem trenutno izredni profesor in raziskovalec v laboratoriju za računalniško grafiko in multimedije. Kaj pa si bil kot otrok? Recimo, kako je izgledalo tvoje otroštvo, kaj si hotel postati, kaj so bile tvoje sanje in kako to, da te je potem pot pripeljala prav na Škofijsko klasično gimnazijo? Ja, verjetno v kakšnem prvem, drugem razredu se spomnim, da smo pisali, kaj si želimo biti, ko bomo odrasli, po poklicu, pa sem napisal, da bi bil pilot. Sicer ne vem, zakaj je glih pilot, ampak mogoče zato, da bi vse stvari videl, vse stvari razumel, vse stvari dojel in tako nekako sem kasneje prišel verjetno tudi na računalništvo, kjer je računalništvo del, v bistvu, ga imamo v vsaki pori od gospodarstva, izobraževanja, zdravstva in tako naprej. Vmes nekako hodil sem na osnovno šolo Prežihov Govoranca, fajn mi je bilo, ko smo imeli latinščino. In potem sem se nekako odločil, da bi bilo pa fajn, da bi jo imel tudi v srednji šoli. V osnovni šoli me je res učiteljica navdušila nad tem jezikom, pa nasplošno nad jeziki in sem rekel, to se mi pa zdi strašno fino. Sicer po škofijski sem nekako zamenil navadne jezike za programske jezike, ampak recimo, da je zadeva dovolj podobna. Torej, te je latinščina vodila na Škofijsko klasično gimnazijo? Nekako se mi je zdelo fajn, tudi nazori so mi bili všeč. Takrat je bila recimo verjetno v top 3 gimnazijah in sem se nekako tako odločal med 3 in sem rekel 4, mogoče 5 temi. Ena od teh je bila recimo gimnazija Poljane, ki je imela tudi jezikovni poudarek. Čeprav potem sem pa nekako zajadral v druge vode, oziroma tudi že prej sem zelo, zelo rad programiral. Ampak se mi je zdelo, da tukaj bi lahko tudi to počel poleg. In sem rekel, ok, fino. Mogoče si tudi tega želim, da bi še kakšen jezik spoznal ali pa še kakšno drugo stvar, bolj družboslovno pa bolj humanistično delo poleg same tehnike. Na Škofijsko si se vpisal leta 2003. Kako je takrat izgledalo življenje na Škofijski klasični gimnaziji? V bistvu, tako zdaj, ko prihajam nazaj, se mi ne zdi toliko bistveno drugačno. Prišli smo polni upov, polni nekih idej pa predstav o gimnaziji, kako bo vse drugače kot na osnovni šoli in na začetku se res tako zdelo, da so stvari popolnoma drugačne. Pa s časoma se mi zdi, tako kot je rekel en od učiteljev takrat v drugem letniku srednje šole, misliš, da vse veš, pa v tretjem ugotoviš, da ničesar ne veš. Se je ta ideja o tem mogoče bolj znormalizirala. Bistvene razlike napram v zdajšnjem času verjetno v tem kontekstu ni, je pa razlika v mogoče tehnološkem napredku. Mi smo začeli odraščati v tistem najstniškem času brez kakšne težke tehnologije. Ni bilo družbenih omrežij. Gmail je lih ven prišel, takrat enkrat vmes, ko smo bili tukaj, pa smo si tiste invite povabila pošiljali, zato smo si lahko račune naredili. Uporabljali smo mogoče precej bolj neke osnovne metode komunikacije, SMS in tako naprej. Ampak po drugi strani se mi pa zdi, da so ravno zaradi tega bili odnosi mogoče pristnejši, kot so zdaj. Več smo se družili, mogoče tudi. Več smo se družili izven šole, več smo skupaj špricali šolo, mogoče tudi. Fajn smo se imeli. Potem, če gledam zdaj za nazaj, mogoče so generacije z nami prikrajšane z tega vidika, da je vsa ta stvar okoli tehnologiji, socializacije povezana s tem, individualizacije, je z nami takrat šele nastajala. Generacije za nami so se pa nekako že rodile v to in je razlika mogoče v tej percepciji oziroma spoznavanju obeh strani tega bistveno drugačna. Ko si že omenil najstništvo, ti je še kako pomagala, da si lahko šel skozi te razburkana najstniška leta? Se ti zdi, da če bi bil na kakšni drugi gimnaziji, da bi bilo kaj drugače? Predvsem zdaj, ko gledam nazaj, v tistem času se mi zdi, da sem bil, ko bi rekel, tako kot sem, mislim, da na koncu na maturancu dobil
nagrado za upornika brez razloga, ne, mi je bilo vse čudno, vse tuje. Zdaj, ko gledam nazaj, vem, da sem dobil par ljudi v svojem življenju, ki mi res neskončno pomenijo. Par prijateljev, na kjer se lahko vedno zanesem. Ljudi, s katerimi sem na tak način povezan, kot verjetno ne bi bil v nobenem drugem kontekstu z nobenim. In tega takrat nisem videl, ne? Ko taka stvar nastaja, ko taki odnosi zorijo, tega človek ne vidi na tak način, v taki obliki. Zdaj, ko gledam nazaj in zdaj, ko še vedno se družim s temi ljudmi, vidim, da je to en aspekt življenja, ki je neskončno pomemben in bistven tudi za moj razvoj, za mojo stabilnost, za moje ostale odnose, za to, kako lahko jaz to prenašam naprej na svojo družino. Tega takrat definitivno v taki obliki nisem videl, je pa to na koncu par ljudi v življenju. Ampak če imaš teh par ljudi, je to neverjetno neprecenljivo. Kaj pa recimo profesor in zaposleni v zavodu? Je bil kakšen tak, ki bi lahko rekel, da ti je bil v vzgled oziroma da je mogoče vplival na to, kar si danes? Ja, definitivno. Tam, kjer ne bi pričakoval v bistvu. In sicer, jaz sem imel profesorico biologije Brigito Brajkovič, ki je tak strah in trepet, ne, zelo veliko zahtevala. Nikakor nisem prišel na škofijsko z nekim namenom, da me bo biologija zanimala. V osnovni šoli veliko smo igrali taroka med biologijo, ne? In potem nekako prijem v srednjo šolo, dobim eno tako zelo resno profesorico, ne? In prvo uro, ko smo imeli biologijo, se je nekaj spraševala, pa sem jaz hotel biti malo ciničen, glede nekega eksperimenta, ki ga je že tam nastavila, že takoj prvo uro, ne? Hardcore biologija, jaz pojma nisem imel res nič o čemer. Pa je srečem, ni nujno, ne? Lahko pa, da je to zaradi neke napake, pa sem tako gledal, kakšen bo njen odziv, ne? In je bila čisto navdušena nad tem. Ja, točno to, ne? Vedno moramo razmišljati o tem, kaj je lahko šlo narobe. Ker naenkrat sem ugotovil, pa se to pa niti ni toliko slab predmet, ne? In me je biologija na ta način zelo pritegnila do te mere, da sem imel celo na maturi, ker se mi je zdelo, da se to zdaj pa že toliko vladam, da pač grem tisto odpisati, ne, in dobim tisto 5 na maturi in je to, ne. Zakaj bi se človek sekiral pa matro z nekim drugim predmetom, če si se to že vmes naučil. Strašno fino mi je bilo pisati, imeli smo zelo težke teste, pa zelo take obsežne seminarske in vedno je bilo treba na koncu nekega eksperimenta napisati, zakaj ti rezultati mogoče niso pravilni, ne? Kaj je šlo narobe, kaj lahko vpliva na te rezultate, da ratejo taki, kot so, ne? To je bilo strašno fino, zato ker me je ta proces biologije, ki je dejansko prej nisem nikakor vzljubil ali pa je imel kot nekega ljubega predmeta, me je v bistvu pripeljal do tega, kjer sem zdaj, do načina, kjer zdaj razmišljam kot raziskovalec pa kot profesor na fakulteti, ne. To znanje, te vpogledi v kakršenkoli proces, eksperiment, ki ga izvajamo, imeti ta dvom v sebi in ugotavljati, kaj vse, če se vsega nismo premislili, kaj vse lahko vpliva na ta proces, to je tista stvar, ki mi je res neskončno pomagala. In par, recimo, mojih prijateljev je delil to mnenje mojih sošolcev in smo šli vsi na biologijo, na maturo, čeprav prej, ne, noben ni imel recimo nekega hudega vzgiba za samo biologijo. Na koncu smo bili pa strašno zadovoljni, ne zaradi same tematike, to, ker noben ni šel potem naprej biologije študirati, ne? Ampak zaradi načina razmišljanja, ki nam ga je to dalo, ne? Torej, v bistvu ta knowledge transfer iz ene domene na drugo v kontekstu načina razmišljanja, interpretacije, vodenja enega takega procesa, eksperimentiranja in raziskovanja nam je dal tisto, kjer smo mi vsi zdaj 15 let kasneje. Skratka, ravno ta način razmišljanja ti je potem pomagal pri prehodu na fakulteto, ko si šel študirati na fakulteto za računalništvo in informatiko. Tako je. Čeprav mi kot računalničarji nekako vedno ratamo eksperti na svojem področju in seveda na področju, ki ga raziskujemo skozi aplikacijo tega, kaj delamo kot računalničarji, ne. Nekako jaz tudi diplomo pa doktorat sem potem delal iz biološko navdahnjenih modelov, sicer za procesiranje glasbe, ampak tudi v zdajšnjem času ogromno stvari delamo z drugimi domenami, recimo s kemiki, kjer delamo v bistvu spet z bivšimi škofici na tematiko recimo avtomatske elucidacije organskih spojin ali pa na tematiko nekih specifičnih lastnosti spojin in tako naprej.
kjer nam ta interdisciplinarnost, kjer govorimo dva različna jezika, v bistvu lahko predstavlja izziv. Po drugi strani pa ravno to znanje, ki ga dobiš v srednji šoli, ki ni nujno strašno ekspertno ali pa poglobljeno, ampak ti vsem po drugi strani da neke osnovne koncepte, na podlagi katerih lahko potem bolje spleteš take vezi, se lažje pogovarjaš, lažje skupaj raziskuješ in rineš v te interdisciplinarna področja, ki so totalno mogoče netehnične. Z našega vidika vse, kar ni res tehnika ali pa naravoslovje, je humanistika, kemija, medicina in tako naprej. Je ne percepiramo kot strašno tehnične vede in imamo popolnoma različen način komunikacije, različne definicije, kaj nekaj pomeni. Po doktoratu si, torej, ko si ostal na FRIU in si postal profesor na FRIU in raziskovalec in pač med tem raziskovalnim delom si postal tudi, v bistvu si se vključil v veliko projektov. Kakšne projekte, zdaj, ko si že začel omenjati, kakšne projekte vse imate trenutno? Ogromno. Mi smo predvsej velik laboratorij, pa hkrati imamo tudi veliko ljudi, ki so strašno dobri v tem, kar počnejo. V osnovi smo veliko tematik vezali recimo v kontekst e-izobraževanja. Torej nekako računalniško podprtega izobraževanja, izkoriščanja potenciala tehnologije v kontekstu mogoče nekih rezultatov pri izobraževanju. Jaz sem hitro odjadral v glasbo, ki me je zanimalo, veliko sem delal na področju pridobivanja informacij iz glasbe, procesiranja signalov, neke avtomatične transkripcije in tako naprej. In še vedno imamo veliko nekih raziskovalnih aspektov, pa tudi produktov, kot so Trubadur ali pa Govori si za transkripcijo govora ali pa mogoče različne igre v kontekstu navidezne resničnosti, ki se navezujejo tako ali pa drugače na glasbo. Znotraj tega, ker smo pač računalničarji, delamo tudi veliko projektov z gospodarstvom, kjer so me pa pritegnili odprti podatki. Torej, to gre za nek koncept, kjer podatke odpiramo z namenom transparentnosti, z namenom mogoče osveščanja, lahko pa tudi z nekim potencialno tržnim namenom proizvajanja nove dodane vrednosti. In pred leti sva s kolegom naredila autolog.si, kjer so si lahko vsi ogledali recimo podatke o svojih vozilih, prejšnjih lastnikih, kilometrih in tako naprej. In od tam naprej sva v zadnjih 10 letih še plus, tudi s parimi kolegi na Ministrstvu za takrat javno upravo, pa potem na Ministrstvu za digitalno preobrazbo, veliko enih projektov izvedli na to tematiko. Seveda, ker so šla v ta avtomobilistični svet oziroma v mobilnost, smo pričeli sodelovati s parimi večjimi slovenskimi firmami, kjer delamo en kup stvari z področja mobilnosti, avtomobilizma, podpore procesom, nekih nadzorov vozil in tako naprej. Naša največja aplikacija, za katero skrbimo, tam je 260,000 aktivnih uporabnikov v Sloveniji, recimo napravno. Delamo en kup stvari z gospodarstvom in tudi negospodarstvom v kontekstu mobilnosti, tako da če se vozite z avtobusom, če se vozite z lastnim vozilom, če hočete, da vas stvari, aplikacije opozarjajo na radarje, če želite kupiti nek specifično karto v nekem procesu, nekako nas že poznate, ampak ne veste, da smo mi. Vedno smo nekje vpleteni in veliko enih takih res zanimivih projektov delamo v tem kontekstu. V zadnjih 6-7 letih smo jih res en kup naredili. Sicer raziskovalno, glasba še vedno nekje ostaja pri nas, pa ta izobraževalni koncept, predvsem nas zanima, kje izgubimo to kreativnost v šolskem sistemu, kjer mogoče to širši problem kot samo glasba. Zanima nas tudi, kje imamo mogoče neke potenciale, ki jih lahko učence damo izven nekega tradicionalnega kurikuluma ali pa načina izobraževanja, sploh v glasbi, kjer recimo naša glasbena teorija pa učenje inštrumenta sta taki dve zadevi, ki sta precej ortogonalni v našem sistemu, pa nas zanima, kako je do tega prišlo, pa zakaj. Če mogoče plastično rečem, ponovadi dam primer trobente, mi tam trobentača učimo na klavirski tipkovnici, kaj so to neki intervali ali pa akordi. Človeku ni jasno, kaj ima 3 gumbe, kaj ne zdaj s tem naredi, zakaj imamo tam neke bele pa črne tipke. Mal tako mogoče generaliziram, ampak osnovna ideja je, da verjetno lahko delamo neka podporna orodja na način, kjer
lahko opolnomočimo ljudi popolnoma drugače, kot smo jih v zadnjih recimo 120 letih, kjer smo vse te stvari delali na nek tak konvencionalen način, ki morda ni najboljši. Mogoče še bolj tak plastičen primer bi bil, veliko ljudi imamo, ki končajo nižjo glasbeno šolo iz kitare, ne? Pa težko bo tiste 4 akorde zaigral iz taborniške ali pa skavtske pesmarice, ne? Pa sem mogoče malo čudno, zakaj smo zdaj 6 let financirali neko izobraževanje, ki ti v bistvu ne da niti tega, da bi človek imel to osnovno percepcijo, kaj se dogaja med tem, ko igra. Zna pa zelo lepo nekega Chopina, nekaj zaigrati, ampak želimo v bistvu v kontekstu računalniške podpore se odklopiti od tega, da poustvarjamo glasbo, ker to zna računalnik boljš, kot mi. Ne? Računalnik bo boljš to zaigral, pa čist dober feeling bo, pa neka ekspresivnost in tako naprej. Hočemo iti v ustvarjanje, ne poustvarjanje, ne kopiranje, ampak v kreativnost, v to, da lahko človeka opolnomočimo, da naredi nekaj več, da naredi nekaj drugačnega. In tukaj jaz mislim, da mogoče tehnologija nam lahko pomaga do določene mere, definitivno se pa tle že vtikamo v ta didaktični aspekt, pa mogoče aspekt tega, da nekako vsi vemo, da se bi dal verjetno nekaj več narediti s tem učnim programom, ki ga imamo trenutno, pa nismo še čisto prišli do tega, kako pa, zakaj nam ta kreativnost nasploh v šolskem procesu, ne, nekje tja do srednje šole umira, potem pa dokončno umre do faksa in potem, ko ljudje pridejo na faks in rečemo, dej, povej, kaj si misliš, ne, brainstormej, naredi nekaj in so vsi tako, ne, zdaj, zadnjih 12 let ste me učili, da moram biti tih in bolj, ker sem tih, boljše zame, ne. Jaz bom naredil tako, kot mi rečete, vi mi dajte navodila in jaz bom to naredil, ne. Kar je dolg čas, ker take stvari računalniki znajo boljš, ne, če znamo dovolj dobro definirati navodila, ne, da vsak bebec razume, ne, potem bo tudi računalnik razumel. Ne, in ven iz tega želimo iti v bistvu v tem kontekstu, zakaj ves čas nekako raziskujemo še vedno to, čeprav veliko drugih stvari počnemo, ki so mogoče ali tržno bolj zanimive, ali mogoče raziskovalno, ima skupnost večji raziskovalni interes. Tle nas to matra. Ne. Tudi zdaj, ko smo vsi že toliko stari, da imamo svoje otroke, vidimo, da bi se dal še kje več, pa se lahko s svojimi otroki ukvarjamo, ne, kjer če imaš svoje otroke za eksperimentiranje, ne rabiš soglasja etične komisije, ne? Ampak rečeš, mogoče bi to probali generalizirati, pa dati še vsem ostalim otrokom to, ne, da lahko dosežejo več, da lahko izkoristijo svoj potencial. In to je tista stvar, ki nas žene, ne? Ko se zjutraj zbudiš, pa rečeš, kaj bom danes naredil, to je to, ne? Nekaj bom probal doprinesti. Definitivno ne maramo projektov, ki so sami sebi namen in vedno, ko naletimo na kaj takega, se raje umaknemo za tega, ker na koncu enkrat na smrtni posli boš pogledal nazaj, ne, in se boš vprašal, ali si kaj pametnega delal v življenju ali si delal stvari, ki jih je nekdo na drugi strani, ne, birokratsko kljukal in rekel, vse sledi nekim smernicam. Haska pa ni bilo kaj velikega, ne, od tega. Zdaj, omenil si veliko projektov različnih, če pa se vrneva nazaj še malo v tvoj profesorski poklic na Fakulteti za računalništvo in informatiko. Kaj opažaš danes pri študentih? So drugačni, kot ste bili vi? Nekateri aspekti so identični, tako kot je en naš profesor v nekem trenutku rekel, pri predmetu, ki je bil čist nepovezan, zato ker je seveda računalniški predmet, ne, je rekel, vici o politikih so že 2000 let isti, samo imena se menjajo. In tudi nekateri aspekti tega odraščanja, ko prideš na faks, bojo ostali isti. Razlika je mogoče v teh samih odnosih, da je teh odnosov, neposrednih odnosov še manj kot prej. Zato, ker nekako računalničarji smo tako mogoče bolj introvertirani, pa asocialni v tem kontekstu, čeprav veliko boljši prijatelji, veliko bolj direktni, kot bi si človek mislil, ampak te potrebe take nimamo, kar pomeni, da lahko to v virtualni svet preselimo in nam to nekako zadošča. Te interakcije se mi zdi, da zdaj v zadnjih letih je mogoče celo več, se je to spremenilo po koroni, čeprav prihajajo generacije, ki so med korono delale osnovno ali pa srednjo šolanje. Vmes je bilo kar tako, jaz sem imel človek občutek, da je te socializacije še manj, kot je bilo v naših časih. Ampak se mi zdi, da se te stvari, ne glede na to, da smo nekako za vse negativne stvari, neko to pandemijo krivili, ne, da otroci so taki, otroci so drugačni, ne, in tako naprej, se mi zdi, da se to spreminja in da ni imel nujno samo negativnega vpliva. Nekateri aspekti ostajajo pa isti. Ne? Torej, kot sem prej rekel, 12 let te učijo, da bolj, ko si tih, boljše zate. Potem prideš pa na faks, pa ti profesor
teži, da mu odgovoriš. Daj povej mi, kaj si ti misliš. Tudi če je narobe, nima veze. Tle smo zato, da imate vsi narobe. Nekaj mi povej. In se izkaže, da je ta del, ko prideš ti v predavalnico, to prvič, pa rabiš 5 tednov, da ljudje ugotovijo, da jih noben ne bo tepil, zato ker so si upali nekaj reči, tudi če je bilo provokativno, zato smo tle, ker rabimo provokacijo, da nekaj spremenimo, da nekaj izboljšamo, da gremo ven iz lokalnega minimuma. Ta del je problematičen še vedno enako, kot je bil pri nas. Osnovno pa srednje šolanje ti pravi, sedi pa tiho bodi, kar je bilo zame, tisti, ki me poznajo, sploh vejo, zelo problematično. Potem na faksu sem pa gotovo, da v bistvu ni čisto tako. Druga stvar, ki je zelo zanimiva, je, ves čas se srečujemo z istimi problemi, kot smo jih imeli mi, kar spet nekako leti, kot neka mala kritika na osnovno pa srednje šolanje je, ko priješ na nek tehničen pa naravoslovni faks in začneš pisati, tudi ko pišeš diplomo, ta diploma je tehnično poročilo. Podobni problemi, kot smo jih imeli mi, ko smo prvič začeli pisati neko tehnično poročilo ali pa potem na koncu diplomo, magisterij, doktorat, je, ali pa članke, znanstvene je, mi smo prvih 12 let bili vzgojeni v to, da moramo pisati domišljijske spise. In poprečen članek ali pa poročilo ali pa diploma se začne, ljudje že od nekdaj uporabljamo računalnike, take, bom rekel, mi rečemo klater stavki, pofel, nič ni vredno, ampak nič ni upremljivega, nima nobene informativne vrednosti. Naši izdelki, načeloma vsak stavek bo imel neko dodano informativno vrednost, če njega ne boš vključil v svoje poročilo. Ta del je tudi dosti zanimiv, ker se mi zdi, da študenti se še vedno s temi istimi težavami nekako soočajo, vedno govorimo o računalništvu v osnovni šoli, tem in onem, kjer pa se mi zdi, da ravno družboslovje ne sledi temu trendu. Bom rekel tako, jaz sem bil prva generacija informatike na maturi, tudi to je bil moj drug predmet. Tam smo se učili, vprašanja, taka maturitetna so bila, kako se reče paragraf po slovensko ali kakorkoli. To je stvar, ki je stvar slovenščine. Uporaba Worda je stvar slovenščine. Kako napisati Microsoft Word kot program je stvar računalništva. Kako ustvarjati nekaj s tem programom, je stvar slovenščine. In v bistvu te dve stvari nekako mešamo do te mere, da tam, kjer bi mogli imeti tehnične vsebine, delamo stvari, ki pašejo pod konvencionalne predmete, kar pomeni, da v praksi nisi veliko tehničnih poročil napisal v osnovni pa v srednji šoli. Zato sem jaz vesel za to biologijo svojo, ki sem imel, zato ker sem bil v bistvu primoran to narediti in je bilo meni zaradi tega toliko lažje priti na nek tehničen faks in začeti razumeti besedila, ki jih dobivam pred sebe, ki niso več sama sebi namena pa polna stavkov. V tem kontekstu tudi konec koncev umetna inteligenca, ki se jo vsi tako strašno bojijo, zdaj mi pa tam nek LLM zgenerira nek tekst. Te teksti so predvsej bolje zakamuflirani v humanistiki kot v tehnologiji, tehniki, naravoslovju. Zakaj? Zato, ker tam nekak je način pisanja tak, da so stavki lahko mogoče bolj neinformativni, bolj olepševalni, sami sebi namen, ne pa del neke zgodbe, kjer mora vsak stavek imeti dodatno informacijo. In naši študenti so velikokrat nesrečni, ker na drugih faksih mogoče lažje, zdaj z novimi orodji prideš skozi, kadar oddaš kakšno poročilo, pri nas pa naj bi poročilo imelo neko smiselno vrednost. Je pa študentom enako težko, kot je recimo bilo našim generacijam, če niso imeli take sreče kot jaz, srednjo šolo, da se morajo spraviti iz enega mindseta, ki je bil domišljijski spis v mindset, tukaj je stvar, opiši dejstvo o tej stvari. In zanimivo je zdaj, ko gledam jaz svoje otroke, ki imajo mogoče podobne take probleme, tega, da so naravnani zelo tehnično, je, da je mojim otrokom težko pisati domišljijski spis. Lahko ti opišejo dejstvo o stavbi, o statiki, o strehi, o obnovi, o vsem živem, težko bojo pa pisali zgodbo o tem, kaj je ta stavba doživljala skozi jesensko popoldne. In zdaj, ko vidim to skozi svoje otroke, gledam svoje sošolce iz srednje šole in točno vem, kateri so bliže mogoče vnaprej naravnani na to, da bo šli na tehnične fakse. To so bili tisti, ki so imeli spise tam okoli 2 ali pa 3, ker jim je bilo toliko težje to nekako izražati tisti mogoče umetniški aspekt, ali pa aspekt, ki ga mi včasih dojemamo kot samega sebi namen. Hvala Bogu, sem imel to dualnost tega v srednji šoli, da lahko rečem, da me je nekdo prisilil napisati neko tehnično poročilo, kjer je nekdo gledal, da nisem probal fejkati, ampak sem mogel zelo natančno vedeti, kaj bom napisal v vsakem stavku in nekako argumentirati to dodatno vrednost, ki jo dam s vsakim stavkom, ki ga napišem.
te probleme jaz mislim, da imajo naši študenti še vedno. Jaz sem si nekako zadal kot enega od svojih ciljev pri svojih predmetih, da jih nekako porivam v to, da dajmo zdaj probati iti v ta tehničen aspekt, ki pa ni nujno tako tuj tem študentom, kakor se jim na začetku zdi, ker pol na koncu karatajo zelo dobri izdelki, oziroma ljudje ugotovijo, da si v bistvu to znajo, samo nekako so si to nekam pospravili v en predalček tekom osnovne pa srednje šole. Ne? Kaj pa študenti, ki pridejo iz Škofijske klasične gimnazije? Gotovo imate kakšnega v razredu oziroma v predavalnici. Se kaj razlikujejo od ostalih študentov? Bi lahko prepoznal, kateri so študenti iz Škofijske klasične gimnazije? Ja, tisti s puloverjem. Jih je kar nekaj, želeli bi si jih še več, definitivno. Nekako lahko razlikuješ študente, ki pridejo iz gimnazije, iz dobrih gimnazij od ostalih. Recimo. Tam med 14, 15 in pa tistim 18 letom je eno tako kritično obdobje, kjer tudi za teh študente, ki grejo na tehniko, je pomembno, da jih nekdo pregura čez to, da preberejo kakšnega Joycea ali pa Dostojevskega ali pa Byrona ali pa karkoli. Nekaj težkega, nekaj kompleksnega, nekaj, kar ima kjer je mogoče struktura stavka daljša od Harryja Potterja, da lahko držijo ta svoj interni buffer malenkost večji, da lahko razvijajo kakšno misel z vsemi argumentacijami v glavi, ki je daljša od ja ali pa ne. Tako da ja, to se precej vidi. Tudi v laboratoriju imamo, zdaj mislim, da smo 4 Škofici. Nasploh med zaposlenimi na FRIU je kar en lep delež ljudi, ki so na Škofijsko prej hodili. Tako da se vidi ta razlika. Predvsem z tega vidika, da srednja šola mora biti težka. In tudi faks, vsaj ta tam do 25 leta, tisto, kar narediš do takrat, na tem jahaš celo življenje naprej. In če te takrat nihče ne prisili, zato ker v človeški naravi ni to, da boš sam sebe silil, ampak je v človeški naravi, da iščeš najlažjo pot, kar ni nič narobe, ker konec koncev tem včasih pravimo optimizacija, ampak nekako te more nekdo prisiliti, da greš čez sebe, da greš izven te cone obdobja, vsakič malo več, in da ti nekdo drug to uravnava, koliko je to več, zato ker sam sebi zelo težko z disciplino najstnika sploh to uravnavaš. Ta del se vidi. V tem je ta bistvena razlika potem v uspešnosti študentov pri študiju, pa tudi potem naprej v karieri. Tako da ja, je nekaj teh razlik. Kaj pa, ko si omenil recimo svojo profesuro, je profesor na FRIU drugačen poklic kot recimo profesor v srednji šoli oziroma profesor mogoče na kakšni drugi fakulteti? Ja, mi smo vedno tako presenečeni, da gremo kam drugam pogledati. Ena od stvari je, mi se vsi tikamo, z vsemi se tikaš, ne glede na neke nazive, pozicije in tako naprej. Priješ na kakšno drugo, sploh humanistične fakultete, zelo rade imajo nekako to vrtičkarstvo, zelo razdeljeni po nazivih. Tega pri nas, tako da bi rekel, ni. Lahko greš v katerikoli laboratorij, rečeš, ne vem, Johnny, Jimmy, a greva na kavo, nekaj te rabimo vprašati in lahko delaš s komerkoli. Mi smo v nekem takem svojem mehurčku, ki ne dojemamo čist sveta oziroma odnosov v svetu na enak način, kot jih dojemajo vsi ostali. Pri nas so ti odnosi veliko bolj pristni, veliko bolj direktni, lahko si rečemo v glavo, da se ne maramo, ampak če vidimo, da imamo nek skupen cilj, ki ga moramo rešiti, bomo tam to naredili zaradi cilja. Nimaš subliminalnih sporočil, kot bi rekel, en tak tipičen primer, ki je že skoraj anekdota ratu, sta bila 2 moja sošolca, en je bil v osnovni šoli, drugi je bil pa v srednji, ki je bil včasih njegov sošolc, ki sta se srečala tukaj v Šentvidu. In reče ta prvi sošolc živijo, pa reče ta drugi živijo. Pa reče ta prvi, kam ti zdaj hodiš, ker se je lahko kar upisal na Škofijsko, in ta drugi reče domov in gre naprej. Mi zadeve dojemamo včasih zelo direktno, ampak so tudi odnosi toliko bolj pristni. To je sicer zdaj bil res nek ekstrem tega. Ideja naše fakultete je, da mogoče ljudje te cenijo zaradi tega, kar narediš, ne zaradi tega, kakšen naziv imaš. In jaz se vedno hecam, da nazive uporabljam zgolj in samo, kadar zdravnikom pišem maile,
ker oni imajo zelo radi nazive, jaz pa hočem pokazati, da imam daljšega in potem dam noter. Ne? In potem nekako drugače te jemljajo. Ne? Tega pri nas ni. Pri nas te nihče ne bo imel drugače, zato ker se ti je tako pa tako ime, ali pa se tako pa tako pišeš, ali pa imaš tak pa tak naziv. Jaz se z vsemi študenti tikam, ker se mi zdi tako čisto nekako naravno. In nimamo nekih takih družbenih zapor glede tega. Če grem na kakšno drugo fakulteto pogledati, so vse stvari bistveno drugačne. Malo smo se hecali, ko smo gradili hišo, če pogledaš našo hišo, ko smo se 10 let nazaj preselili na večno pot, je naša hiša odprta, imaš skupen prostor, imaš laboratorije, posod, kamorkoli greš, so posod odprta vrata. Ko greš na kakšno drugo fakulteto, imaš ozke hodnike in je vse zaprto in so vrata zaklenjena. Ne? In ni nobenega prostora, kjer bi se kdorkoli s komorkoli pogovarjal, Bog ne daj, da bi se srečal na hodniku, ka ne veš, boš šel po tej ali po drugi strani mimo. Ne? Nekako funkcija hiše je že začela izražati v bistvu našo funkcijo nekega družbenega dogovora, ki je popolnoma drugačen kot marsikje drugje. Ne? In tako všeč nam je, puste nas primeru, ne nas sil v kaj drugega. Tudi študenti, ki pridejo k nam, rečejo, mi smo tukaj, nam je fajn zato, ker je tako, kot je. Ne zato, ker bi mogli biti nekaj strašno drugače. Definitivno smo veseli, da imamo lahko tak kolektiv, da smo lahko iskreni drug z drugim, da se lahko pogovarjamo s komarkoli se želimo in nismo omejeni na laboratorije ali pa na katedre, na oddelke ali pa kakorkoli. Kjer, ko prideš na kakšen drug faks, ne imaš takoj ta feeling, ta se s tem ne pogovarja, zato ker je njegov šef, šefu punco ukradel leta 65. Ne. Dejansko, ko pogledaš kot nek zunanji opazovalec, vidiš, da se pri njih konflikti dedujejo, ne? Tako že mogoče malo ta balkanska varianta tega dedovanja, kdo koga ne mara, se tudi izkazuje tam v odnosih. Pri nas, jaz mislim, da tega ni. No? In da nimamo nekih zdržkov in smo veliko bolj iskreni in se ljudje ravno zaradi tega fajn počutijo. Tudi študenti se ravno zaradi tega lahko fajn počutijo pri nas, ker so odnosi takšni, kot so. In na tem temelji vse skupaj. Ne? Če imaš dobre odnose, ne rabiš strašnih pravil pa zakonov. Ne? Če pa imaš slabe odnose, ti pa nobena zakonodaja ne bo pomagala tega, ali pa pravilniki, ali pa karkoli tega izboljšati. In to je ta bistvena razlika. In jaz imam rad, da me ljudje spoštujejo zato, ker nekaj znam, ne zato, ker imam neko značko tam, ali pa neke Mercator točke nekje nabiram v nekem sistemu akademskem, ali pa karkoli drugega. Kaj pa način predajanja znanja? Je na fakulteti za računalništvo in informatiko manj tega frontalnega učenja? Spet anekdotalno, jaz ponavadi rečem, ko začnem s predavanji, jaz imam lahko PowerPoint slide in so tam neke stvari gor in lahko te pelam čez kakšen primer. Ne? Ampak verjetno se noben vodovodar ni naučil zamenjati sifona, tako da je PowerPoint slide gledal. Ne? In računalništvo je zelo aplikativna stvar, zelo obrtniška stvar. Ne? Če hočeš ti nekaj zgraditi, boš mogel probati in boš mogel pač fejlati tokrat, prejem boš dobil nek želen rezultat. Enako kot če bi bil vodovodar ali pa keramičar ali pa mogoče karkoli drugega. Ne? Torej, z vidika inženirstva ti želiš narediti perfekcijo, ampak do perfekcije, kot nek mizar, ki naredi neko ogromno, lepo, leseno stvar, boš prišel tako, da boš velikrat probal, pa velikrat naredil kaj narobe, pa šel še enkrat, pa še enkrat, pa še enkrat. Ne. Hvala Bogu, ker delamo ponovadi software, programsko opremo, ta zadeva, da gremo še enkrat delati, ni tako draga, ker lahko hitro popravimo, kot bi bila, če bi delal iz marmorja ali pa iz lesa. Ampak definitivno velik aspekt učenja je v bistvu nekako v samostojnosti in v tem, da se usedeš in zvečer nekaj hekaš. Kar ni niti nujno nekako vezano na študijski proces, vsaj ne v tistem kontekstu, ko bi mogel nekaj drugega narediti, ker takrat je najbolj sladko delati kaj tretjega. Ampak z vidika tudi tega, da naša fakulteta ti da to možnost, da ko prideš z neko čudno idejo, pa si nekaj probal, lahko greš do nekega naključnega profesora raziskovalca, pa mu rečeš, jaz sem to naredil, pa imam problem. In ti raziskovalec bo z vso resnostjo potem ta tvoj problem gledal, ker njemu je tudi to bolj fajn delati kot kaj drugega. In se boš veliko več naučil. Torej, ta individualizacija tvojega učnega procesa, torej ti si dober kot inženir takrat, kadar boš veliko svojega časa, lastnega časa, samostojnosti v to vložil. Tako da predavanja seveda imamo, veliko imamo vaj in še več imamo nekega samostojnega dela, nekih seminarjev, domačih nalog in tako naprej, kjer v bistvu iz sebe piliš in delaš dobrega inženirja.
Zdaj omenil si res ogromno stvari, ki jih počneš v življenju, od projektov do profesure in tako naprej. Kako pa usklajuješ celo življenje, tako družinsko življenje, kot službeno življenje in tudi čas zase, za ženo? Ja, časa vedno zmanjkuje, ne? Ampak po drugi strani pa mogoče sem bil v tem precej slabši v preteklosti, kot sem zdaj. Režeš stran stvari, ki nimajo nekega pomena, ki ti ne dajo nekega smisla. Te stvari niso nujno vezane na akademske točke, pa na denar ali pa na neko ekscelenco, ki si jo spet nalepaš z neko značko, ampak so vezane na to, da hvala Bogu smo v sistemu, oziroma na pozicijah takih, kot smo trenutno, da si lahko privoščimo, marsikdo si lahko privošči, da lahko dela tisto, kar res vidi kot nek smisel in bo na koncu življenja lahko ponosen na to. Na ta način je veliko lažje skozi ta očala gledati in reči, ta stvar mi pa res daje nek smisel in v to stvar bom vložil čas. In enako je pri delu ali pa če bi rekel z delu z otroki, času zase in tako naprej. Velikrat se pa te stvari, če imaš neko skupno vizijo, bodi si v družini ali pa v kolektivu, na enak način, se da te stvari zelo dobro kombinirati kar naenkrat. Če imava midva isto vizijo, jaz tebi ne rabim razlagati, pa te micromanagati, kaj moraš narediti. Jaz ti lahko rečem, to je ena vizija in ko se jutri dobiva in vidva, bom jaz navdušen nad tem, kaj vse si ti naredila in kaj vse si ti doprinesla in katere vse aspekte si ti premislila, ki jih jaz nisem, in bo na koncu ta rezultat toliko boljši. In torej, če greva, reč mi, da si vzameva čas zase, greva teč. Bova tekla, super. V bistvu oba dva delava na sebi, imava neko skupno vizijo, zdravega življenja, ali pa druženja, ali pa pogovora, ali pa ustvarjanja skupaj. In te stvari so lahko popolnoma raznolike, ampak se nekako sestavijo v to logiko, da 1 + 1 je 3. Je učinek precej večji, kot če bi posamezne komponente tega sistema, kakršnega koli že je, gledali. Enako je v službi. Če imaš dober kolektiv in imaš res neko skupno vizijo, so stvari res fenomenalno lažje dosegljive. Mi imamo, hvala Bogu, res toliko čudovite ljudi, da česarkoli se lotimo, mi zdaj tako malo v šali ponovadi rečemo, ko nas nekdo vpraša, kako smo to naredili, rečemo, nismo vedeli, da je to težko. Ker pač nam se stvari zgodijo bistveno hitreje kot marsikomu drugemu. In skozi projekte, in skozi raziskave, skozi izdelavo novih sistemov, skozi iskanje novih rešitev ali pa izdelavo novih produktov. Enako je v zasebnem življenju. Torej, pri družinskem življenju, ki si omenil tudi otroke, tudi tvoji otroci hodijo na našo osnovno šolo v Zavodu Svetega Stanislava. Kako to, da ste se ženo odločila in jih vpisala k nam? Ja, v vrtec in v šolo, v bistvu, še za enkrat, ampak fajn se nam je zdaj, tako videla sva veliko potenciala. Lokacijsko že, ko prideš sem, imaš tam neko odbojkarsko igrišče, tam neko fuzbol igrišče, tam neke učilnice v naravi in tako naprej. In gledaš, da rečeš, tukaj pa lahko otrok nekaj ustvarja, naredi, zgradi. Tudi fajn nam je bilo, ker nekako si želiva imeti otroka v kontekstu neke entitete, kjer poskrbi za različne aspekte. Torej, recimo, otrok lahko gre neposredno v zavod, v glasbeno šolo in tam ustvarja. Glasbena šola in osnovna šola ali pa zavod nasploh so načeloma povezani in na podlagi tega potem tudi lahko ustvarjajo neke skupne dogodke in spet, če imamo skupno vizijo, potem lahko je output tega sistema precej višji kot samo seštevek posameznih delov. In ko so to videla, so rekli, to je pa tista stvar, ki bi si jo pa res želela za svoje otroke, da imajo eno tako izkušnjo. Mlajši je v vrtcu, starejši je že v osnovni šoli, tudi v vrtcu je, se mi zdi tako res dober občutek, je sploh prostorsko, če pogledaš ljubljanske vrtce, ki so nekako zaprti, sploh v teh bolj zgoščenih delih mesta. Tukaj je vseeno mogoče malo več zraka za zadihati, pa imajo šišenski hrib, pa imajo šentviški hrib, pa imajo Rožnik, pa imajo tle okoli hiše že toliko pa toliko kvadratnih metrov, kjer se lahko gibajo, pa imajo učilnice v naravi, pa imajo ten hrib, pa smučajo direktno za vrtcem, pa tako naprej. Te aspekti so se nam zdeli tako strašno fini, nazori so se nam zdeli pomembni, ta ustvarjalni del, ustvarjalni aspekt, torej da vidva, da ima na drugi strani nekdo vizijo, kaj hoče narediti z otrokom, kaj vse mu hoče dati
kot neko podlago za potem nadaljni razvoj. Ta del se nam je zdel v bistvu najpomembnejši v aspektu odločanja, kam otroka vpisati. Tega si želiva, ne, za otroka, da ima lahko čim več možnosti, kako izkoristiti svoj potencial in da ima po drugi strani tudi dovolj zahtevnega učitelja na drugi strani, da ta potencial dejansko izkoristi. Z Zavodom svetega Stanislava pa si povezan tudi drugače. V poletnem času s svojimi sodelavci ustvarjate v naših prostorih in v povezavi z našim kolektivom tudi digitalni teden. To je teden, v katerem mlade in otroke uvajate v programiranje, v tehnologijo. Kako to, da ste se odločili za tak projekt? Ja, mi smo s poletnimi šolami začeli na fakulteti za računalništvo in informatiko mislim, da bo zdaj že dobrih 15 let definitivno. Ko sem jaz še kot študent se pridružil na začetku in potem smo začeli delati raznolike zadeve od srednjošolskih študentskih delavnic pa potem proti osnovnošolskim. V zadnjih letih, sploh s podporo naše službe za komuniciranje, imamo res dobro razvite procese. In zdaj se nam je škoda, da ne bi mogoče tega aspekta probali multiplicirati. In seveda smo rabili enega partnerja, malo iščeš okoli, potem ko so otroci zdaj samo pisali, smo rekli, da bomo vprašali, zakaj pa ne, da bi mogoče še tle izvedli kakšno delavnico. Fakulteta ima zelo rado oziroma zelo podpira takšen aspekt izobraževanja mlajših kot tistih, ki smo jim nekako namenjeni tega terciarnega izobraževanja. Zato, ker na koncu želimo ljudi navdušiti pa jim pokazati te tehnološke aspekte in jih seveda s tem tudi na koncu privabiti na fakulteto za računalništvo in informatiko. Kako bi rekel, v kontekstu škofijske želimo si mogoče več tehničnih študijev, ne zgolj humanistike. Konec mene so jeziki pa mogoče humanistika zelo zanimali, pa sem potem vsem šel na tehničen faks. In tukaj v tem kontekstu je enako. Mi si želimo otrokom, čim več otrokom to pokazati, hkrati naredimo delavnice na tak način skupaj s tabo in z vami, da so lahko nekako starši razbremenjeni tisti teden, lahko pridejo, jih podložijo zjutraj in poskrbimo zanje. Recimo temu osnovni aspekt tega je varstvo otrok. Znotraj tega jim damo pa različne izzive skozi različne tehnologije, skozi različne delavnice, ker gremo zdaj že od prve triade pa vse gor nekako do srednje šole. Strašno nas to veseli, da so te delavnice zelo hitro zasedene. Prejšnji teden so starši jamrali, da so delavnice za letošnje leto tukaj na OŠA že zasedene. Delavnice na poletni šoli Free se bodo pa v kratkem prijave recimo do odprle in ponavadi so te prijave razgrabljene tam v nekako parih urah. Velike slabe volje pa nam ljudje rečejo, dajte še kakšno narediti. Potem rečem, verjetno se ne zavedate, koliko časa gre za priprave, pa koliko časa gre, koliko ljudi rabimo, da mi ene take delavnice izvedemo. Recimo lani, koliko smo imeli nekih 65 otrok in najstnikov, in zato smo porabili cirka 13 ljudi, en teden dela tam, plus priprave prej, plus pospravljanje in tako naprej. En kup opreme je treba kupiti, en kup opreme je treba vzdrževati, kar je v bistvu še najcenejši del vsega tega procesa. Vedno, ko ljudje rečejo, da je nekaj drago, se moramo vprašati, a je tista stvar, ki jo kupimo, res draga ali ni draže celo imeti nekoga, ki se s to stvari ukvarja. In enako je tukaj. Tehnologije mi imamo polno na faksu, pa tudi vi imate konec koncev dovolj, da bi marsikaj naredili. Kje dobiti te ljudi? In mi zdaj tle delamo v bistvu to dvostavno. V prvi fazi mi delamo to zato, da bomo pridobili, da bomo navdušili otroke, da bomo jih pridobili tudi v tehnološka področja, kjer tudi Slovenija nekako se želi pozicionirati na tem področju in konec koncev mi kot del izobraževalnega sistema imamo neko aktivno in pomembno vlogo v tem. V drugi fazi pa v bistvu mi tudi nekako novačimo svoje kadre s tem, da študente nekako pripravljamo na poučevanje, kar pomeni, da ti študenti mogoče se bodo kdaj odločili ali učiti na osnovni srednji šoli, hopefully, se bodo pa odločili učiti tudi na faksu. Tako da na ta način mogoče tudi nekako predpripravljamo asistente. Velikokrat to uporabljamo tudi, da mogoče malo širimo tehnologijo, malo pa tudi preizkušamo. Recimo letos, v letošnjem šolskem letu, torej lani, v koncu oktobra, smo imeli enodnevno delavnico z Lego Spike Essentials
za enega od razredov na osnovni šoli, ker se nam je zdelo fajn preizkusiti, kakšna je ta mera kompleksnosti, kako daleč bomo šli znotraj celotnega tedna, poletne šole, ker bomo en teden to delali zato, da vidimo, kakšen je odziv otrok. Mi ves čas prilagajamo te materiale, te vsebine in tudi izzive znotraj tega nekako populaciji. Velikokrat si upamo dati kakšno tehnologijo, ki je pretežka. Mi v prvi triadi delamo najprej s pandicami, s takimi majhnimi, zelo lušnimi robotki, potem gremo pa na legote. Legote, ki so nekako namenjeni za drugo triado. V drugi triadi delamo z legoti, ki so nekako namenjeni za tretjo triado. V tretji triadi v Minecraftu že kar dobro programiramo. Tako da ves čas mogoče malo silimo te naše otroke še izven te cone obdobja, ki je nekako bila, človek rekel, predpisana strani proizvajalca. In se nam zdi fajn, vedno malo preizkušamo. Hkrati se naši študenti učijo tega aspekta in hkrati tudi seveda želimo pridobiti čim več oziroma navdušiti čim več otrok, da se bodo vpisali mogoče čez 5 do 10 let, seveda na fakulteto za računalništvo in informatiko. Tukaj imamo nekaj tega smo že naredili, imamo pa še po mojem precej potenciala z dijaki Škofijske klasične gimnazije, kjer jih lahko mogoče še bolj navdušimo v tem aspektu in jim pokažemo, da tehnologija ni mogoče noben bav. Za dijake Škofijske klasične gimnazije pripravljate katero delavnico? Imamo teden navidezne resničnosti v okolju Unity, programiranje iger za navidezno resničnostna očala, MetaQuest 3. Za vso tehnologijo in izdelke je poskrbljeno, samo pridite, pa vas bomo naučili programirati, pa boste mogoče ugotovili, da zadeva niti ni tako kompleksna, hkrati pa vam pokaže neke nove možnosti ustvarjanja. Tako da res vabimo in priporočamo za srednješolce, da se nam pridružijo, se imajo fajn en teden, jemo tudi dobro, igramo se, lovimo se okoli hiš, igramo se en kup drugih stvari še vmes in hkrati seveda se nekaj prijetnega naučimo. Res, tako zapeljala so pogovor v vse možne smeri, tako da bi te samo še za zaključek vprašala, mogoče, če potegneš vse pod črto, kar si doživel celo tvoje življenje, kaj je tisto, kar bi rekel, da te vleče naprej, oziroma kaj je tisti tvoj moto v življenju? Ja, nekega dne bom umrl, in na smrtni postelji hočem pogledati nazaj in reči, da sem delal nekaj smiselnega. In vsakič, ko se zjutraj zbudim, vidim zgolj in samo ogromno potenciala okoli sebe. In najbolj me moti to, ko nekdo reče, to bo pa problem. To je tvoj problem, moj ni, jaz ga ne vidim kot problem. Jaz bom šel čez ta problem. Jaz želim rešiti vse te izzive, ki jih imam okoli sebe in seveda doprinesti neko dodano vrednost za okolico okoli sebe. Kjerkoli bom, karkoli bom počel, želim, da okolje, ki ga zapustim, je potem, ko jaz odidem, boljše, v boljši obliki, v boljši formi, kot pa preden sem jaz prišel. In to je tisti moto, ki me v bistvu navdušuje nad tem, da lahko vsak dan ostanem in delam 15 različnih stvari, najprej v službi, potem doma, potem čez vikende spet v kakšni kombinaciji nekih delavnic, poletnih šol, česarkoli. In ugotavljam, da je to tista stvar, ki mi daje energijo. Če ne bi vstal iz posle, bi vstal v malodušju, malo smilu sam sebi, malo nečimano zganjal in potem se obrnil na drugo stran in delal to naprej. Fajn mi je za tega, ker vidim, koliko ljudi ima ta potencial. In to se v bistvu tudi navezuje na tisto kreativnost, o kateri so govorila. Fajn mi je z vidika izobraževanja nasploh, pa izobraževanja o tehnologiji, ki ga mi počnemo, da vidim, da se kakšna ta mala iskrica zaneti takrat, kadar začnemo kaj takega z otroki, z dijaki, pa potem tudi študenti delati. In to je tisti potencial, ki veš, da bo čez 10 let to multiplicirano za nore velikostne razrede. Ti ga gledaš pa še tam, ker je recimo 10 let pred tem kot nek dijak, in si misliš, čez 10 let bom jaz toliko ponosen na te in ti boš ponosen na se, ker boš dosegel vse živo. In ta del, to je tista motivacija, ki jo imaš nasploh v izobraževanju. Ko dobimo študente v prvem letniku, mi vemo, če se vsega bojo sposobni čez 5 let recimo. To je tista stvar, ki rečeš, zato se borim, da ta potencial lahko nekomu pomagam razviti. Pa mogoče razviti tudi na način, da vmes mu ne bo všeč,
ker bom grozno težek, ampak bo pa čez 5 let on vedel, zakaj sem jaz bil grozno težek. Enako je pri osnovnošolskem izobraževanju, pri srednješolskem izobraževanju in konec koncev enako je v tistem aspektu, kaj je meni škofijska klasična gimnazija dala. Jaz nisem maral tega procesa takrat, ampak sem pa noro hvaležen zdaj, da sem šel skozi ta proces in me je nekdo prisilil malo izven cone obdobja, da sem lahko to dosegel. In zdaj, kot odrasel človek, moram seveda to primarno sebi z disciplino delati, ampak hkrati lahko to dajem tudi drugim v okviru izobraževanja. Res, hvala ti za vse te tvoje modrosti in vse, kar si nam podelil. Bi se ti danes zahvalila za pogovor. Tako da želim ti vso srečo še naprej na vseh nadaljnih projektih in pri usklajevanju življenja z vsem, kar prinaša. Ja, hvala za vabilo in upam na še dolga leta sodelovanja in potencialov, ki jih še nismo niti začutili in zaslutili, da jih bomo lahko skupaj razvijali. Hvala.